ste vi. Po zadnjih podatkih nas to pot ni več kot 11.000. Bravo! Bravo! Strah je naredil po svoje in to hočo. Naslednjič, začetek je zmeraj hud. Zdaj smo začeli tako kot februarja. Pazite se novega leta. Gospe in gospodje, govoril sem o zakonu o izrednih, se pravi, dodatkih pokojninam. Predstavil ga bo drugi podpredsednik Igor Črnoga. Kaj si velik, Pavel? Je, velik. Večka kuča. Hvala za besedo. Jaz sem tip bolj tehnične narave, kot se zgledam. Zdaj, preden bom povedal nekaj o tem zakonu, vse bom na hitro, ne morem mimo tega, da se vprašam, kakšen človek mora biti to, da nam tu točno na tisti dan, brez potrebe, nastavlja take uvire. Take uvire, to nima srca, kaj je to človek? Od kje je prišel, se vprašam, od kje? Naj mu bo jasno nekaj. Ima veliko srečo, še enkrat povem, veliko srečo ima, da nas je danes nekaj manjšem številu, da ste lahko vsi tukaj lepo, komod, pred nami, da nas ni več, če bi zmanjkalo prostora, bi v desni tribuno, nekaj v te skupaj posmeti. Vodovnikov, Janković, da bi se to zgodilo, nobena policija, nobeni varnosti ne bi pomagal. In ne bi rešil. Evo, jaz sem se spucal, ker me to fino jezi. Tu je postavil koridor, kot da smo živina, ki jih glede skozi koridor na Klanje. Vejte, z une strani in z te strani. Dobro. Jaz bom že povedal nekaj okoli tega zakona, kateri smo ga pripravili. To je že naš drugi zakon v tem letu, kateri bo romal v državni zbor. Tokrat ga bomo podali v zbor z pomočjo poslancev, poslanskih skupin, tako da vas ne bomo več mučili z podpisi. Zdaj, moramo vedeti nekaj, nam je jasno, da vlada se trudi od navednicami, da se sprejema sedaj ta izredni zakon o sanaciji poplav in ujm, katere so bile sedaj v mestu Avgustu v Sloveniji. Zato smo rekli, bomo tudi mi tukaj nekaj pripomogli in pripravili za naše najranljivejše skupine zakon, kateri bo vsaj malenkostno ublažil finančno stanje, če že noče dvigant penzij. Zdaj, ker tudi nima vlada med drugim ustreznega odgovora na draginjo, katera nas lovi vsaki dan in se ne ustavi in to raste, vsi to dobro vemo, vsi vidimo, je tukaj dejansko zdaj že ratal velik problem in verjamem, da vam bo to pomagalo, seveda, če bomo to speljali in naredili. Zakon je pripravljen tako, da naj bi vsem uživalcem pokojnin, kateri prejemajo penzijo do 500 evrov, naj bi dobili enkratni solidarnostni dodatek v višini 500 evrov. Vsi upokojenci, kateri prejemajo pokojnino od 501 cent do 700 evrov, naj bi dobili izreden dodatek v višini 430 evrov. Uživalce pokojnin, kateri prejemajo pokojnino od 701 cent pa do 800 evrov, naj se mu da, naj prejmejo 330 evrov solidarnostnega dodatka. Uživalce pokojnin od 801 cent pa do 1000 evrov, naj se izplača solidarnostni dodatek v višini 230 evrov
in ostalim od 1001 cent pa do 1500 naj se splača solidarnostni dodatek v višini 100 evrov. Boljše po nič. Bravo! Kaj pa socialci, socialci 20 let Bogati neče. Seveda, ko bo deležen vsak upokojenec uživalec pokojnin z stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, kateri prejema pokojnino. Seveda nismo pozabili niti na invalide in na vdove in vdovce. Vsi ti naj bi bili deležni tega dodatka. To naj se financira, pomoč naj se financira iz državnega proračuna, denar je, naj odprijo denarnico in naj to izplačajo. Zdaj bi jaz, to sem povedal, kar sem hotel povedati kot zakona na kratko, bi pa rad še nekaj povedal, da boste vedeli mi densko, da to ni zadnji predlog zakona, katerega pripravljamo. Ampak so pripravili še drugi zakoni. Naprimer, prvo imamo zahteva za popravek krivic vsem upokojencem, kateri so bili poslani v penzijo v januarju 2013 z odmernim odstotkom 57,25% na sedanjih 63% za nazaj recipročno. Zahtevali bomo takojšnjo odpravo krivičnega zakona državne kraje pokojnin upokojencem, kateri se ponovno vključujejo v delovni proces. Namreč dobro vemo, da ko se upokojenec ponovno vključi v delovni proces in ponovno plačuje vse prispevke in davke na plačo, mu država ukrade 40 do 80% pokojnine. Odvisno od tega, koliko časa dela. Dajo pa socialcem. Imamo tukaj tudi vdovske in vdovske pokojnine, katere treba prevetriti. Zdaj bi povedal, da glede na to, da vas trenutni diktatorji, lahko rečem, zapostavljajo, se ne odzivajo na naše predloge in zahteve in nas želijo utišati, celo izbrisati iz civilno-iniciativnega parketa, sporočamo, da če ne prej bodo vse te navedene zahteve in predlogi interventnih zakonov zagledale luč dneva takrat, ko nas boste vi poslali v parlament in v vlado. Takrat se bo spremenilo marsikaj. Obljubim. Zdaj, jaz bom to skrajšal, ker se to vse skupaj zavleklo. Zdaj, vemo vsi, da Slovenija drsi v model beloruske in Putinove diktature. To je čisto jasno. V bistvu levičarski fašizem, tako rečemo temu. In je že do vratu notri. Vladajo nam iz ozadja in ospredja, po moji oceni, psihopati, sociopati, kriminalci, narkokarteli in tako dalje. To je naša vladavina v naši državi. Tako, to bi bilo zaenkrat vse, kar sem hotel povedati. Upam, da nisem bil predolg. Hvala lepa.